V dežurni službi psihosocialne pomoči Združenja invalidov Foruma Slovenije prejmejo več kot 20 telefonskih klicev na dan, kar pomeni 20 ljudi v hudi stiski, v kriznih situacijah pa so številke še višje. Združenje invalidov Forum Slovenije obstaja že od 16. septembra leta 1996. Leta 2002 pa je organiziral prvo tako pomemben socialni program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja. To pomeni obiskovanje najtežjih invalidov na njihovih domovih, ker ti ljudje ne morejo priti sem. So pa to ljudje, so osebe, ki so izpadle iz vseh socialnih mrež, tudi iz socialne mreže svojih sorodnikov. Tako da smo mi velikokrat edina stičiščna točka z družbo dejansko. No in ta program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki ga razvijamo zdaj že 22 let, trenutno ga izvaja 6 izvajalcev v različnih koncih Slovenije. Bi pa želeli seveda, da bi ta program izvajali na celotnem ozemlju Slovenije. Sam zato ni potrebnih finančnih sredstev, da bi lahko seveda te stvari pokrivali. V organizaciji Združenje invalidov Forum Slovenije vsestransko zagotavljajo pravno svetovanje, socialno pomoč, psihološko podporo in izobraževanje o različnih temah, ki so pomembne za invalide. Dostop do njihovih storitev je mogoč preko telefonske številke 041 381 679 ali elektronske pošte info@zifs.si. Seveda pa smo te ljudi tudi obiskali na domovih, če so bili nemobilni, in smo doživeli marsikaj. Od tega, da smo videli, v kakšnem obupnem stanju je kakšno stanovanje, ravno naši izvajalci, ki so na terenu, so nam poročali o grozljivih zadevah. Ker tle je ravno za to šlo, da se omogoči vse oblike, vse stranske pomoči, kolikor je pač mogoče. Med COVID-19 so uvedli psihosocialno pomoč in podporo za ranljive skupine. Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije jih je uvrstila med 12 najpomembnejših organizacij, ki so nudile pomoč ljudem v stiski. Predsednik Republike Borut Pahor nam je tudi decembra 2022 dal zahvalo za naše delo. Nas je pa leta 2011 tudi odlikoval takratni predsednik Republike, dr. Danilo Terg, z redom za zasluge, srebrnim redom za zasluge, tako da to je zelo lepo, to so pač moralna priznanja, ampak seveda, glejte, z moralnimi priznanji je težko plačevati račune, položnice, tako naprej, potrdim. Ampak glejte, naše delo se zato ni ustavilo. Mi smo delali naprej in tako lani, kot vemo, 4. avgusta je prišlo do teh strahovitih poplav po Sloveniji. No in mi smo že imeli tudi dežurno psihosocialno službo, tako da smo ponovno obvestili Republiški štab za civilno zaščito, vse invalidske organizacije, humanitarne organizacije in seveda tudi sredstva javnega obveščanja. V dežurni službi so dosegljivi vsak dan od 8. ure zjutraj do 9. ure zvečer, tudi ob nedeljah in praznikih. Ljudje, ki jih kličejo, se srečujejo s številnimi težavami. Včasih sta dovolj že pogovor in podpora, od leta 2010 pa ima pomembno vlogo tudi tednik Poročevalec, ki ljudi obvešča, jim daje upanje in spoznanje, da niso sami. To je tednik, ki je namenjen vsem invalidom in po naših presojah ga bere okoli 45.000 ljudi, kjer pa tudi obveščamo o vseh novostih, kar zadeva, invalidsko varstvo in različne socialne politike, in na ta način obveščamo vse, od predsednice Republike, predsednice Državnega zbora, predsednika Državnega sveta, poslanske skupine, vse poslance in tako naprej, in pa seveda tudi vsa ministrstva, in pa seveda tudi vse invalidske organizacije, se pravi vse člane invalidskih organizacij in tudi vse člane humanitarnih organizacij, se pravi tudi bolnike. No, se mislim, da vseh skupaj je okoli, če upoštevamo, to je okoli 700.000, ampak invalidov samih je pa naj bi bilo okoli 180.000, ker mnogim je v času covida bil, ker tudi ljudje nimajo denarja za redno časopise in tako naprej, jim je pomenil veliko. Brezplačne pomoči, ki so namenjene vsakomur, predvsem invalidom, ne rešujejo le stiske, temveč življenja. Borut Pogačnik, ki v združenju deluje že vrsto let, pravi, da opravljajo čudežno delo, ki je žal premalo cenjeno.